Faradayev zakon elektromagnetne indukcije oziroma indukcijski zakon pravi, da če imaš tuljavo v izmenjujočem magnetničnem polju, potem se v tuljavi inducira napetost. Da pa brezžično polnjenje sploh deluje, potrebuje dva dela. To sta polnilna postaja, kjer tuljava oddaja napetost, in tuljava v telefonu, kjer se ta napetost sprejme. Večino časa bom govoril o Qi standardu brezžičnega polnjenja, ki je najbolj razširjen standard za telefone. Zraven bom pomenil še standard AirFuel, ki je manj znan, deluje pa na drugačen način. Qi standard uporablja induktivni način, AirFuel pa uporablja resonančni način. In ta dva načina med seboj nista kompatibilna, kar pomeni, da sprejemnika iz enega standarda ne moreš uporabljati z oddajnikom iz drugega standarda. Razlika med njima pa je, da AirFuel lahko polni več naprav naenkrat in na večje razdalje kot Qi standard. Qi standard pa v bistvu temelji na temu, da sta obe tuljavi ful blizu, torej oddajnik pa sprejemnik sta ful blizu, in oddajnik oddaja z nizko frekvenco, ki pa ni v resonanci z Qi sprejemnikom. In to je tudi najbolj učinkovit način prenosa energije. AirFuel sprejemnik pa oddaja z visoko frekvenco, ki je resonančna s sprejemnikom, da lahko oddaja na večje razdalje. S tem porabi več elektrike ter generira več toplote in to slabo vpliva na baterije v telefonih. Brezžično polnjenje pa se ne uporablja le za telefone, ampak tudi za na primer za tablice, laptope, električne zobne ščetke, v prihodnosti pa tudi za električne avtomobile. V polnilni postaji je oddajni Qi čip ter primarna tuljava. Boljše polnilne postaje imajo lahko tudi 3 primarne tuljave in skozi te tuljave teče izmenični tok. Ker po žici teče električni tok, se okoli nje naredi magnetno polje. Torej, ko gre pa tok skozi te primarne tuljave v polnilni postaji, se pa tam naredi magnetno polje in ker je tok izmeničen, polje zamenjuje polariteto. Tako dobimo spreminjajoče magnetno polje. V telefonu pa je sprejemni Qi čip ter sekundarna tuljava, ki mora biti postavljena v to magnetno polje. Zato mora biti telefon blizu polnilne postaje, ker drugače magnetno polje ne bi bilo dovolj močno za polnjenje telefona. In sekundarna tuljava sprejme to magnetno polje, s katerim inducira izmenični tok v napravo, kar ji omogoča njeno polnjenje. Tuljavi morajo biti tudi pravilno poravnani, da se lahko inducira napetost. Dražje polnilne postaje to težavo rešijo z dodatnimi magneti, ki telefon prisilijo v nek položaj, kjer se lahko inducira napetost. Torej, zdaj imamo tok, ki teče skozi telefon. To je izmenični tok, ki ga je potrebno najprej pretvoriti v enosmerni tok, ker je to bolj učinkovito za polnjenje baterije. To se pa naredi z preusmerjanjem polovico izmeničnega toka v eno smer, tako da dobimo direktni enosmerni tok oziroma DC, katerega baterija potrebuje za polnjenje. Da varčujemo z energijo, je polnilna postaja večino časa v stanju pripravljenosti. To pomeni, da samo na neke časovne intervale pregleduje, če je v njeni bližini kakšen sprejemni čip, na primer telefon, ki bi ga hoteli polniti brezžično. Ko polnilna postaja ta čip zazna, si izmenjujeta signale in sprejemnik zahteva določeno moč napajanja. Med napajanjem se še vedno komunicirata
in ko polnilna postaja zazna, da je baterija polna, gre spet v stanje pripravljenosti. Od primarne tuljave, to je vse tukaj, in nad sekundarne tuljave v telefonu je treba obvezno postaviti zaščito oziroma shielding, da se zmanjša elektromagnetno polje. Če tega ne bi naredili, bi se lahko segrevala baterija telefona, magnetno polje bi lahko povzročalo motnje na napravi oziroma bi lahko induciralo napetost v drugih kovinskih delih. Pri brezžičnem polnjenju se pogosto pojavi vprašanje, kako se sploh lahko elektroni prenesejo preko zraka v baterijo in jo s tem polnijo, če vmes ni nobene fizične povezave, kot recimo kabel. Zdaj, odgovor je, da baterija je tako sestavljena, da en del elektronov je na eni strani baterije, kateri nočejo iti na drugo stran, to so tako rekoč porabljeni elektroni. Na drugem delu baterije so pa tisti elektroni, ki hočejo iti na drugo stran, ampak jim telefon ne pusti. In ko telefon potrebuje tok, energijo, v bistvu dovoli, da gre nekaj elektronov na drugo stran baterije in s tem se naredi razlika med električnima potencialoma na obeh koncih baterije in steče tok. Ko se pa baterija polni, se pa naredi razlika med električnim potencialom v obratni smeri. Torej, s polnjenjem baterije elektronov sploh ne prenašamo, ampak samo preuredimo obstoječe proste elektrone, ki so že v bateriji. Porabljene elektrone preusmerjamo na drugi del baterije, tako da postanejo spet uporabni. Za polnjenje elektrona brezžično torej ne uporabljamo vmes fizičnega prevodnika, ki bi elektrone prenesel v baterijo in jo napolnil na tak način. Brezžično polnjenje lahko prenaša električno moč do 5 W do 1 cm razlike med telefonom in polnilno postajo. Ampak še vedno ni tako učinkovito kot polnjenje preko kabla, saj je njen povprečni izkoristek v primerjavi s kablom okoli 70%.